Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Nahtigal, omenili ste, da je treba seveda pristopiti k temu zelenemu prehodu tako, da ne bi na račun trajnosti uničili konkurenčnosti. Absolutno. V gospodarstvu se močno zavedamo, da je potreben zeleni prehod. In zato smo tudi, ko je akt o zelenem prehodu bil establiran, praktično začeli zelo zgodaj razumevati te vsebine zelenega prehoda, ki so bile seveda potem izpeljane tudi v industrijski evropski politiki. Vendar, če zelo dobro preberemo, ta zeleni dogovor jasno govori, da moraš uvajati postopoma toliko hitro, kolikor se sledijo tudi tehnologije. Pri nas pa imamo marsikdaj občutek, da želimo tisto, kar je dobro delujoče, kljub temu, da še nimamo razvite nadomestne nove tehnologije, ki je nižje ogljična ali pa pač boljša kvalitete, praktično že kar ukiniti neko zadevo. In tukaj mislim, da nam res marsikdaj manjka zdrava kmečka pamet, ko želimo nekaj na silo, samo da bo novo in bo to boljše. Ne bo. Gospod Lamberger, vi ste omenili v govoru geostrateško lego Slovenije, ali jo dovolj dobro izkoriščamo, tu smo na kongresu logistike, kaj bi morali narediti? Ja, najboljše to ponazorim na tak način, da dam en konkreten plastičen primer. Zdaj, ko govorimo o geostrateški legi, seveda mislimo tukaj na to, da smo res super umeščeni v recimo Srednjo Evropo, imamo Luko Koper kot eno temeljno vozlišče, se pravi zelo visoko v Evropsko unijo se da blago iz celega sveta pripeljati. In zdaj, če pogledamo praktični primer, med avstrijskim Šentiljem in Grazom je več blaga iz Luke Koper v logističnih centrih kot med Koprom in Šentiljem. In vsi vemo, o kakšnih razdaljah govorimo. To pomeni, mi enostavno v Sloveniji nismo bili sposobni umestiti ustrezne logistične infrastrukture v naše koridorje, se pravi v naše prometne povezave. In tukaj ne govorimo samo, da bi bili neki logistični centri, kateri tam skladiščijo in prenakladajo blago, ampak v logistiki, tako kot je danes na kongresu bilo večkrat omenjeno, govorimo o tem, da so to intermodalni logistični centri, da se tam da dodelave blaga delati, dodano vrednost pravzaprav. In če gremo v neke države, ki govorijo o sebi, da imajo geostrateško lego, lahko vidimo, da ob avtocestah, kjer je absolutno degradirano območje, so vse povsod, kjer je to možno, umeščeni ti logistični centri. Pri nas imamo velikokrat prvorazredno kmetijsko zemljišče, tam, ko gre 7000 kamionov vsak dan mimo, kjer je zemlja pravzaprav absolutno neprimerna za gojenje česarkoli, kar se da na krožnik. In tukaj enostavno moramo z nekimi specialnimi zakoni to razglasiti kot degradirano, umestiti to infrastrukturo not in s tem ne bomo dobenega mesta prikrajšali, dobene vedute ne bomo zaradi tega poslabšali. Mi ne govorimo, da bomo te logistične centre dali v Portorož, ali pa v center Ljubljane, ali kamorkoli, kam turisti pridejo. Ampak govorimo na avtocestni križ in tam potem dejansko omogočili razvoj, ne samo to, da smo tranzitna država, ker to nima smisla, tu ni dobene dodane vrednosti, ampak moramo postati država, ki bo strateško pozicionirana na področju logistike in transporta z maksimalno število logističnih centrov, ki je to možno, seveda, da ne preobremenimo preveč, ampak ne pa tako kot zdaj, ki jih teh pravzaprav ni. In da še dam še bolj praktični primer, recimo naš mali obrtnik, ko govorimo o zelenem prehodu, naš mali obrtnik, ki nima velike pošiljke, recimo 2 paleti, velikokrat se mu zgodi, da pošlje te 2 paleti v Graz iz Maribora, potem pa iz Graza gre to blago v Zagreb. Se pravi, bistveno večji ogljični odtis poti. Zakaj? Ker enostavno v Sloveniji takšnih logističnih centrov, ki bi znali takšno blago zmanipulirati, nimamo. In zato se vsi skupaj borimo, skupaj z gospodarsko zbornico. Gospod Nahtigal, tudi vi ste govorili o umeščanju v prostor. Kaj bi morali narediti? Tukaj je res rak rana. Mi vemo, da ta umeščanja v prostor in potem tudi okoljevarstvena dovoljenja znajo trajati tudi od 5 do 7 let. To je absolutno predolgo. To, kar je omenil kolega Danijela, je res problem, da mi ne vidimo pri tej majhni Sloveniji in da delamo škodo levi roki in ne vemo, kaj dela desna roka, torej da delamo stvari tam, kjer bi lahko imeli kmetijstvo, prva vrstna kmetijska zemljišča ali pa obrnjeno take modalne centre.
Pri umeščanju v prostor je marsikdaj problem zelo, zelo ohlapna zakonodaja, kjer dopušča vsaki iniciativi možnost stalnih pretožb. Čeprav zadaj te, bom rekla, to so predvsem nevladne organizacije, nimajo niti strokovnjakov. Problem je, da ima pri nas pravico pritožbe na katerikoli predlog, je lahko tudi tako strokovno utemeljen, praktično en član, ki nima nikakršnih kompetenc. In to blokira. Tako da en del je v tem problem, drugi problem je, da nismo tudi pri postopkih digitaliziranih. Naše prijave so še vedno velike kupi papirja, vloženi fizično, nismo digitalizirani, nimamo enotnih obrazcev, kjer bi se na primer podjetja zelo enostavno lahko elektronsko oddala kompletno dokumentacijo in seveda, vkolikor ta dokumentacija ne bi bila kompletna, ta predlog, praktično ta vloga ne bi šla niti naprej, a ne? In potem je čas, ki ga zgubljamo, da to birokratsko vse pregledajo, a ne? Vemo tudi, da so tehnologije tako hitro spreminjajo, da je potrebno še znanja, da lahko pariraš temu, in to je nesprejemljivo dolgo. In to absolutno zelo, zelo zavira naš razvoj. No, vse leto že če smem k temu še nekaj dodati. Poglejte, in to seveda mi živimo v svetu, ki je globalen, kaj šele, da regija ne bi opazovala, s pridom izkoriščajo sosednje države. Avstrija, še bolj problematično pa Hrvaška. Pri nas se podjetja masovno, tudi iz področja logistike in transporta, so začela seliti v hrvaške logistične centre, ker tam so pa to spoznali, in če boste šli zdaj tja pogledati, kako to izgleda med recimo Gruškom in Zagrebom in še malo naprej, rastejo zelo, zelo moderni, odlični centri ob tej avtocesti in zgubljamo podjetja. In nam se za vsakega podjetnika in za vsako delovno mesto mora iti, ne pa tako, da nonšalantno pogledamo in dovoljujemo te dolgotrajne postopke. No, že vse leto govorimo seveda o tej nesrečni ceni energije. Kakšni so te predlogi enih in drugih, obrtno-podjetniške, gospodarske zbornice? Ja, praktično se nam ta saga vleče od energetske krize, a ne. Praktično je energetska kriza postavila na glavo našo ključno konkurenčno prednost, a ne, kar je cena električne energije bila. Takrat pač smo jo tudi zaradi angažmana obeh dveh zbornic uspešno naslovili, ker smo dobesedno prisilili vlado, da se je morala usesti z nami in iz evropskih dokumentov, direktive dejansko tudi naši industriji pomagati, da smo to težko krizo nekako naslovili z subvencijami, ki je delno pokrila strošek elektrike. Seveda pa, ko je nekako ta kriza pojenjala, pa so cene električne energije pri nas še zmeraj zelo visoke. Mi vemo, da je za gospodinjstva ta cena bila zamejena, je bila kapica, dočim tega nam ni uspelo za gospodarstvo. In glede na to, da smo mi, bom rekla, izvozno zelo naravnani, a ne, smo praktično 80% smo v izvozu, je to izredno poslabšalo konkurenčno prednost Slovenije. Potem na vso to, bom rekla, smolo, ki jo imamo v energetiki s ceno elektrike, je zelo po nesreči se zgodil tudi omrežninski akt in pa razpisane tarife, kjer smo z vso gotovostjo lahko oba s kolegom trdiva, da je ta akt prvo neustaven, ni skladen z zakonom, ni skladen z evropskimi direktivami. Če gledamo samo, da rečem, stanja načela, a ne, če pa gledamo, ali je to sploh življenjsko za gospodarstvo, pa tudi lahko rečeva ni, ker nam ne daje možnosti prilagajanja. Ne samo zato, ker ni bilo prehodnega obdobja, ker je 5 časovnih blokov, en tako dolg časovni blok v trajanju 11 ur, ne, pustimo zdaj cene, praktično ti kot podjetje, če delaš 24/7, a ne, pomeni, da bi zdaj potem takem lahko delal samo po noči, popoldne od 5 naprej. A ne. In se mi zdi, da dobesedno, jaz velikokrat rečem, da marsikje razumem, da grejo stvari počasi, ampak pri energetiki, glede na to, da imamo najboljše strokovnjake zdaj v vladi, se mi pa to zdi res zelo, zelo zaskrbljujoče. Gospod Lamberger, najprej omrežnine, potem pa finančni del, ki ste ga tudi omenili. Poglejte, kar se tiče omrežnin, je stvar
se pravzaprav zelo težko opisati, ne, kako si predstavljamo, ker na eni strani, recimo čist družbeno gledano, govorimo, kako je pomembno, da zaposlenim omogočamo družini prijazno podjetje, da gredo pravi čas domov, skrajšali bi urnike in tako naprej. In seveda potem točno takrat, ne, ko si širše gledano želimo, da bi naj ljudje bili v službah, ker bi naj gospodarstvo delalo, temu gospodarstvu damo 5-kratnik cene za električno energijo. Ne. In je logično, da vse mali obrtniki in podjetniki, ki imajo to enoizmensko delo, v celoti padejo v ta najdražji blok, kar pravzaprav jih dela nekonkurenčne in zmanjšuje tisti potencial, ki bi ga morali nekako zaslužiti in nazaj vlagati v razvoj. Zato mi upamo, da bo tukaj prišlo do ene zdrave pameti in da se bo dejansko omrežninski akt spremenil. Mi dva z gospo Vesno zelo dobro veva, ne, da mi z nobenimi subvencijami, zamejitvami in ne vem čem ne bomo rešili tega problema brez spremembe tega omrežninskega akta in tarif, da bodo postavljene na način, da bo pač, ne bo omrežnina že elektrika zelo draga, zdaj še pa, da bo omrežnina tista, ki bo jemovala, plus ta nejasnost, ne, mi imamo to neko merjenje po konicah in tako dalje. Mislim, mi smo prišli na sistem, kjer obrtnik in podjetnik ne upa zagnati dodatnega stroja, ker se boji, da bo ustvaril, prekoračil povprečje in bo potem na podlagi tega dobil kazen in nadalje višjo izračun cene in to pravzaprav ne more biti v letu 2025 in naprej, zato tukaj upamo na eno zdravo pamet, pa da bo vsi skupaj s politiko vred, ki pravi, da si tudi sama to želi, da bomo zmogli prepričati, ne nazadnje regulatorje, da te stvari spremenijo. No, ampak vi ste predlagali tudi v vašem govoru, da bi se sredstva za logistiko in za ta sektor ločila od ostalih sredstev, ki jih daje država. Poglejte, ko govorimo o spodbudah za digitalizacijo, recimo za razvojno dejavnost in tako naprej, avtomatizacijo, če mi naredimo splošne razpise, kjer lahko podjetja dostopajo do sredstev za to in ne ločimo tega po tako pomembni in veliki branži, kot je logistika, ne, potem zelo hitro pridemo, da pač je narava tistih razpisov takšna, da bistveno hitreje pridejo do teh sredstev, recimo proizvodna podjetja ali nekaj. Nič narobe, tudi ona to rabijo, ampak mi moramo, in predlog naše zbornice je, da se ta sredstva pač porazdeli in da se reče, en del te, kaj bi rekel, pogače, se pa nameni samo za ta sektor in bodo znotraj tega sektora podjetja, ki si to želijo, ki so najbolj propulzivna, ki bodo najboljše projekte imela, potem do tega pridejo. Ker tudi, če si zelo, zelo dober v tej branži in boš blazno prispeval k razvoju, boš zelo težko prišel do teh sredstev, če boš tekmoval z podjetjem, ki ima oddelek za raziskave in razvoj in razvojno dejavnost tam, ker bo enostavno preveliko število točk oni dobili. Zelo praktično, pragmatičen pristop predlagamo. Če smem tukaj, absolutno je to ključno, ne, ker logistika je kritična infrastruktura in dejansko bi bilo potrebno ta sektor nekako drugače suportirati pri raziskavah, razvoju in pri razpisih za to, ker enostavno dejansko ne morejo kandidirati pri normalnih razpisih, ko gre za proizvodno dejavnost. Tu se jaz absolutno strinjam za kolegom. No, večna tema je tudi obremenitev plač, to so ti davki, prispevki. Torej, kakšni so predlogi zbornice? Ja, tukaj moram najprej reči, da smo naredili, da nas je k temu spodbudil zakon o nepremičninah, kjer pač naslavlja, da če bojo pobrali denar od nepremičnin, da rečem gospodinjcev, fizičnih oseb, da bodo pa lahko razbremenili plače. To nas je na gospodarski zbornici zmotiviralo, da smo najprej naredili zelo, zelo poglobljeno analizo in seveda najprej pogledali dejansko, kakšna je naša obremenjenost plač. To smo rabili tako zaradi pokojninske reforme, kot tudi zaradi stalnega, da rečem, dvoboja med nami in vlado, kjer dokazujemo, da smo dejansko po plačah, po obdavčitvi na 7. mestu znotraj Evropske unije in pač po prispevkih na 2. mestu, zdaj bomo kmalu na 1., ko bomo še dolgotrajno oskrbo dobili. In ko smo naredili tudi analizo evropskih držav, smo videli, da praktično vse države, razen Portugalske, so ta davčni primež zmanjševale skozi leta.
Ne? In zato smo mi, ker pač minister Boštjančič je v 25 straneh zadnjega predloga nepremičnine govoril, da bo potem pač naredil lahko nekaj popravkov, smo mi konkretno predlagali. Še vedno na prvem mestu, bom rekla, dohodninska osnova zakona o dohodnini, ki smo ga toplo pozdravljali, razvojna kapica. Mi ves čas govorimo o kadrih, kako nam uhajajo, kako naprimer grejo rajše na sosednji grad, kot da bi ostali na našem Podravju, ne, čeprav imamo zdrave podjetja, pač so naše obdavčitve plač toliko visoke, da vsak posameznik dobi pri inženirju, pri inženirskem kadru od 500 do 700 evrov manj kot ista plača v Avstriji. To pa mislim, da se že kar pozna. Ne? Potem smo iz tega naprimer naredili tudi predlog, da absolutno po našem, glede na to, da nobenemu niso pojasnili, zakaj je potrebno s 1.7. iti v dolgotrajno oskrbo, če so naši javno dostopni podatki pokazali, da bomo z tem, ker za dolgotrajno oskrbo se že sedaj zbira kar nekaj denarja, tako v pokojninski, zdravstveni blagajni, in se nekaj denarja tudi zbere in s tem novimi obdavčitvami bi se ga izbralo dodatno čez 800 milijonov, ocenjujemo, da bi ga zbrali za več kot 300 milijonov več, za kar nimamo storitev. In zato smo mi predlagali, da dokler ne pridemo do izračunov, tudi ta zamik naredimo za vsaj 1 leto in da odpremo ponovno ta finančni okvir davčne oskrbe, davčne dolgotrajne oskrbe. Tu je sigurno eden od, bom rekla, predlogov, ki bi bilo prav, da ga obravnavamo še enkrat. Nas zelo boli tudi to, da nimamo stimulativnega drugega stebra. Ne? Obdavčimo že od 3 jurjev naprej. Tukaj bi želeli, da se višje postavi ta cenzus. Dohodninsko. Tako da je več takih konkretnih predlogov, ki bi lahko veliko manj državo stali, pa bi veliko prinesli posamezniku. No, ampak gospod Lamberger, pa seveda tudi za vas, gospod Naktigal, to vprašanje, zdaj ste podpisali in soglašali tudi s pokojninsko reformo, ki vendarle je šla v prid gospodarstvu, podjetništvu, da ni prispevna stopnja višja. Ne? Zdaj težko rečemo, da je šla v prid. Gospodarstvo zgolj ni bilo dodatno obremenjeno. Še vedno pa mi z tudi tem stanjem ostajamo med bolj obremenjenimi gospodarstvi v Evropski uniji in v OECD-u. In po davčnem primežu, se pravi, in recimo po prispevkih v socialne blagajne. In jaz bi tukaj zelo, kako bi rekel, enostaven recept dal, ki je pa dokazljiv z preteklim obdobjem. Glede, blagajne se polnijo na način, da čim več ljudi dela, se pravi, da je maksimalna masa vplačnikov in da ti ljudje dobijo čim boljšo plačo, ker seveda nihče ne govori, da smo proti temu, da tisti, ki več zasluži, več prispeva. Tako da v tem vidiku in na ta način, se pravi, da čim več ljudi ima čim boljšo plačo, bodo blagajne bistveno bolj polne. Polniti blagajne z višanjem prispevnih stopenj je pa nekaj, kar vsak zna. Pač daš iz 8 na 10 in si dobil nekaj sredstva, vendar to se vedno nekje konča. Ti moraš polniti blagajne na način, da urediš okolje, da bo konkurenčno, se pravi, da bodo ljudje lahko razvijali svoje potenciale in s tem višali svoje plače, da bodo tuji strokovnjaki prišli v državo in spet pomagali prispevati z vplačili blagajne in potem bo tega več. In recimo zdaj, ko pogledamo, zakaj so zdaj blagajne vzdržne in zakaj imamo vsako leto milijardo pa pol več, ker toliko ljudi dela in ker povprečna plača v Sloveniji raste. Ne, se ni zdaj to zaradi blagajne, niso zdaj v tem trenutku polne zaradi višanja stopnje. Mi smo to dokazali. Če pogledamo, koliko več prilivov v javnofinančne blagajne v preteklih letih, je izključno zaradi tega. In zdaj iti konkurenčnost zniževati, je nekaj, kar pravzaprav ustavljaš to, od česa se zdaj vsako leto več denarja dobil. Tako da tukaj smo absolutno na to, da se ta segment naslavlja, ne pa segment dvigovanja prispevnih stopenj kjerkoli. Bo pokojninska reforma prinesla izboljšave na tem področju? Jaz mislim, da smo tukaj, vsaj delodajalske organizacije, smo sledili 3 stvarem. Smo želeli, da trenutni upokojenci imajo, bom rekla, dostojne pokojnine, in to so pač določene izboljšave.
da bomo tudi mi, ki bomo stopili enkrat v pokojninsko dobo, ne, tudi da bomo lahko dobili, da bomo imeli dostojne pokojnine za tretje življenjsko obdobje, da tiste delavce, ki zmorejo in želijo delati dlje, lahko tudi stimulativno, temu primerno nagradiš, in da je tudi kar nekaj spodbud za mlade, da vstopijo na trg delovne sile prej. Naj pa dopolnim še kolega Danijela, ne. Tukaj smo bili delodajalci od vsega začetka zelo konstruktiven partner v dialogu, konec koncev smo tudi stopili v socialni dialog, zato ker se zavedamo, da je pomembno, da so te stvari res čim širšo večino dosežene. In tudi strani delodajalcev je bil predlog, da se tudi ta prispevna stopnja, bom rekla, prilagodi ali pa izenači na 12,175 ob pogojih razbremenitve. In teh pogojev smo ves čas pričakovali, da jih bo Ministrstvo za finance pripravilo, žal nam jih ni, na kar smo se sami potrudili na delodajalski strani, predlagali, mislim, da je bilo 12 konkretnih ukrepov, žal do vseh se je opredelil Ministrstvo za finance, da ali nima pristojnosti ali da ne bi bili primerni. In zato smo mi vztrajali ob tem, da smo pa dobili v času te vlade 12 dodatnih obremenitev. Si pa res ne moremo dovoliti, da bi se tukaj dodatno poslabšalo situacijo, kot je kolega že povedal. Dobro, še kadri so tudi neka tema, ki nas obremenjuje zdaj zadnje leto, sploh tudi v logistiki. Ja, pogledajte, seveda, zdaj, kot radi rečemo, mi v Sloveniji na Zavodu za zaposlovanje nimamo več velikih potencialov, da bi jih lahko dali. Vemo, da tudi ta številka, ne smemo zmotno govoriti, ne, da je zdaj toliko ljudi, kot jih je na zavodu, mislim, da kakšnih 40,000 dejansko zmožnih za delo. Govorimo, da so to ljudje, ki so prehodno tam, eni so dolgotrajno brezposelni in tako naprej. In je zelo, zelo, zelo majhno ljudi, ki jih pravzaprav zavod sam lahko ponudi. Zato tudi zavod hodi po naših bivših republikah, sosednjih, hodi po Filipinih in tako naprej, da pomaga slovenskemu gospodarstvu zagotoviti tisti kader, ki je tukaj manjkajoč. In tukaj si ne smemo zapirati oči. Generacije, ki gredo iz trga dela, ne, v tem trenutku so bile recimo 35,000, generacije, ki pa vstopajo, so pa 17-18, skoraj pol manjše, in je popolnoma jasno, da mi tukaj z nekim naravnim prilivom ne bomo zagotovili zadostnega števila ljudi, in moramo uvoziti delovno silo, seveda pa na odgovoren način. Nihče tukaj ne ščiti popolnoma dobenega, kateri ni pripravljen, da v primeru, da pridobi tujca, da bo tudi ustrezno pomaga zagotoviti bivanje, da se potrudi, da se ga integrira. In jaz mislim, da 99% in še več pravzaprav podjetij to počne, ima do tega zelo veliko odgovornost, ampak žal se v medijih prikazuje samo neki ekscesni primeri, ki pa vedno bodo. Zdaj, če bomo mi padli na to zanko, da bomo poiskali pri tako veliki masi ljudi, ki vendarle pride, ekscesne primere, se lahko samo to gremo in bomo postali država, ki bo nezaželjena za te tujce in tako naprej, kar pa pravzaprav ni res. In moramo tudi to vedeti. Čeprav verjamem, da to zelo tvegano reči, ampak veste, pogoji velikokrat ljudi, ki prihajajo iz tistih držav, so tukaj bistveno boljši. Jaz zdaj ne opravičujem, da tukaj ne smemo dati ustreznih pogojev, ki jih imamo tudi mi kot državljani, ampak ta enostranska prikazovanja, ki smo jih zdaj deležni na televiziji, enostavno niso korektna. Jaz vam lahko povem, da iščejo se škandali in proti temu se moramo skupaj združno gospodarstvo boriti, zato ker meče preveč slabo luč. Tam, ko se pa res dokaže, da je bilo neko izkoriščanje, pa verjetno nobena gospodarska asociacija nima težave reči, da to ni prav in da se naj sankcionira. Pa bilo še zaključni stavek v zvezi s tem. Jaz bi tukaj Izvolite. Mogoče vseeno za kadre. Jaz bi tukaj vsekakor rekla, da smo tudi z zakonom o tujcih in pa zaposlovanju tujcev v interventnih zakonodajah naredili že en dober premik, in žal v zdaj trenutno veljavnem zakonu smo te dobre prakse spet malo, bom rekla, pozabili, zakomplicirali. Tu naprimer ni dobro. In glede na pokojninsko, jaz mislim, da je treba vseeno delati tudi na teh ljudeh, ki jih imamo in ki imajo možnost in voljo delati, da jim je treba dati možnost, da še
prispevajo, ker mislim, da je nekdo, ki je motiviran, lahko še zelo, zelo dobrodošel, a ne, zato je treba tudi najti ustrezno nagrajevanje, a ne, za te ljudi, ki so pripravljeni delati, in seveda poskrbeti tudi, da bodo mladi videli interes, da stopijo čim prej na ta trg, in mislim, da bo tudi tu kar se poznalo. Dobro, zadnja misel, logistika, kako naprej? Gospod Lamberger, gospod Nahtigal. Tako kot smo rekli, vse 3 izzive je treba nasloviti. Prvi, umeščanje, hitrejše, učinkovitejše umeščanje logistične infrastrukture na območja, kjer so primerna za to. Drugo je, da se ne smemo ustrašiti zaradi ekscesnih primerov ustrezne migracijske politike na tem področju, ker si ne smemo zatiskati oči. Ta je potrebna tukaj in seveda, kar se tiče tudi panoga, ta ne bo mogla iti mimo tega, da se digitalizira, razvija, da se vlaga tudi v umetno inteligenco konec koncev na tem področju. In čaka nas še kar veliko dela, da bomo pod to gospodarsko panogo res naredili strateško in da bo tudi strateške rezultate za državo predstavljali. Absolutno se strinjam, tukaj je treba prisluhniti logistom, ker najbolje vejo, kaj potrebujejo, ne, in jim to tudi omogočiti. Tako kot sva začela ta uvodni pogovor, vsekakor za logiste, ki so, bom rekla, kar hrbtenica vsake države, je potrebno morda prilagoditi določene stvari, ker pač to ni klasična proizvodnja, ne? In mislim, da vse to, kar je naštel kolega, absolutno podpiram. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Hvala.